V imenu četrtne skupnosti Javne šanse in kot jaz, kot predsednik Oče Trajko, se vam zahvaljujemo za izvolitev na novih volitvah. Trudili se bomo to naslednjem letu, da bomo organizirali vsako leto še boljši in še na večji način. Otrok vidim, da je kar veliko. Vsak otrok dobi darilo, vendar morate vedeti, da en red mora obstajati. To pomeni, prvo vas bi prosil, da pridajo majhni otroci, tisti, ko jih imate v naročijo, pa ko se 2, 3, 4 leta. Ne mi prvi prito veliki otroci, ko tisto ne bo štimalo. Upam, da me razumete, da je to namenjeno otrokom. Miklavž je obljubil, da pride, vozi se trenutno še. Danes je sicer toplo, je rekel, da ga malo sneg zajebava, ampak prišel bo pa sigurno. Otroci, ko bo čas prišel, boste ga pa vsi poklicali in Miklavž bo prišel. Če te kdo izglasni, vas bo on čul, pa bo prišel. A smo se razumeli? No, probajte za probo, kako boste poklicali Miklavž. Samo da ne bi zdaj poklicali, bi se bo on res vrpelo. Bo hvari. Mislim, da je še malo. Imamo pa tudi program iz osnovne šole Javornik in prosim. Naj zadonijo želje, naj zažari veselje. Lepe misli, ki jih lahko preberemo na panoju pri Mladinski knjigi. Res zelo primerna za prvi mesec meteorološke zime in za praznični december. December ima svoj vzdevek Veseli december, saj ga polnijo številni prazniki in ljudske zabave. Krščanski verniki praznujejo Božič, ko se 25. decembra spominjajo rojstva Jezusa Kristusa. 26. december pa je slovenski državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti. Je mesec prazničnih nakupov, okraševanja in veselja. Najbolj se ga nedvomno veselijo otroci, ki nestrpno odštevajo dneve do tako težko pričakovanih daril. Najstniki se pridno pripravljajo na nepozabno praznovanje zadnjega dne v letu. December je čarobni mesec. Mesta se odenejo v pravljične lučke. Po radiju že vrtijo naše najljubše praznične pesmi. Centri mest pa že dišijo po cimetu, klinčkih in kuhanem vinu. Praznični december ima to čarobno moč, da še tako hladnega človeka ponese nazaj v brezskrbno otroštvo in pričara nasmeh na obraz. Mesec december je tudi mesec obdarovanj, ker smo tudi mi, učenci osnovne šole Koroške Klari, želeli obdarovati vse vas, smo se z sodelovanjem četrte skupnosti Javornik Šance odločili, da vam polepšamo ta predpraznični popoldan. Predstavili se vam bomo s plesnimi, pevskimi in inštrumentalnimi točkami. Vsem tistim pa, ki že težko pričakujete prihod prvega prijaznega decembrskega moža, obljubimo, da tudi danes ne boste razočarani. Kasneje vas vabim tudi na stojnice, kjer si boste lahko ogledali izdelke, ki smo jih naredili na tehničnem delu. Prav gotovo nekateri čaka prav na vas. Prijazno vas vabimo, da s prostovoljnimi prispevki poplačate naš trud in prispevate v blagajno šolskega sklada. Urodi nas.
Prvo kepo kotalimo, ta zaokroglo glavo bo. V korenček posadimo, gumbek črni za oko. Mi delamo snežaka na kupu GP3. Korenček, gumbi, metla, lonec, dajmo skupaj vsi. Mi delamo snežaka na kupu GP3. Korenček, gumbi, metla, lonec, dajmo skupaj vsi. Drugo kepo kotalimo, trebuh velik ma snežak. Z ugljem gumbe naredimo, sukniš nosi naš junak. Mi delamo snežaka na kupu GP3. Korenček, gumbi, metla, lonec, dajmo skupaj vsi. Mi delamo snežaka na kupu GP3. Korenček, gumbi, metla, lonec, dajmo skupaj vsi. Tretjo kepo kotalimo, ta bo pa namesto nog. Čevljev tudi sploh ne rabi, saj ne hodi naokrog. Mi delamo snežaka na kupu GP3. Korenček, gumbi, metla, lonec, dajmo skupaj vsi. Mi delamo snežaka na kupu GP3. Korenček, gumbi, metla, lonec, še snežak stoji. Zdaj pa le skupaj pokličimo. Koga? Ja, Miklavža, ste za to?
Miklavž, Miklavž, Miklavž. Miklavž, Miklavž. Čemo, tu boš to naredil. A pokličemo Miklavža, ajde. Miklavž, 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 Miklavž. Daj prebrni še eno. Zdaj. Še enkrat, 3, 4, zdaj. Super, super, kje je zdaj ta parkelj pa Miklavž? Poglejte, tam grnik, poglejte, če je kje nad blokom zdaj, poglejte. A slučajno se kje pripelje, ali hode, ali ga jaz napačno ne vidim. Poglejte, na kjeri strani je, malo poglejte levo pa desno. Glejte, parkle vidim tam zunaj, poglejte, parkli so. Oj, 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 oj. To so pridni parkli. Črni pa beli so. Glejte, zraven pa prihaja sveti mož Miklavž. Ima lepo visoko kapo, knjigo, v kateri pišejo same lepe stvari. Piše tudi, kateri otroci so bili pridni, na zadnji strani pa tudi piše, kateri otroci niso bili pridni. Poglejte, Miklavž hodi po cesti. A boste ga še enkrat poklicali? Probite, še enkrat, jaz ga že vidim. Miklavž! Miklavž, otroci bi darila! A vidite, kak je lep možakar. Včasih, ko sem še jaz bil majhen otrok, je bilo veliko snega, pa se je Miklavž mogel kar pošteno potruditi, da je prišel do cilja. Danes pa če ni snega, ga mogoče pa zebe ne. Glejte, ima belega parkla. Veste, zakaj so parkli, otroci? Zakaj so parkli? Vse doben ga ne odnese, ampak za poredne otroke pa naredi vedno tako s palco paketno. A ste videli, da imajo parkli ketne zravno? No, vidite, to pomeni, on samo zarožlja. Če zarožlja, to pomeni, da niste pridni bili. Če ste pa pridni, pa ne rožljajo. Ampak te niso hodobni parkli, brez skrbi, da niso. Te so zelo v redu. Še malo pa bo naš Miklavž prišel, poglejte ga. Utrujen je, ker je star, 99 let je že star. 99 let, pa še pri zdravniku ni bil, poglejte, kaj zdrav je. Pa knjigo lahko nosi, pa palco. Tisto palco to pomeni, da on udari dvakrat z njo v zemljo in reče tišina. In takrat ga morajo vsi poslušati. Ja, zdaj te mu pa mogli malo prostora dati, da bo naš Miklavž prišel do našega odra. Potem bomo popustili, da bo Miklavž povedal nekaj besed. Pol vas bi pa lepo prosil, da prvo majhni otroci. To je naša bodočnost. A se spomnite mi, ko smo bili tek mali, tudi mi smo nikoč bili majhni. A ne? Glej, kak velik sem pa zdaj. Pa me parkelj ni odnesel. Ne, ker sem bil priden. Ja, pa sukrčke me je tudi prinesel. Ja, pa čokolade. Kaj danes parkelj nosi? Parkelj nič, sanketna. Miklavž ima pa lepa darila, zelo, zelo lepa. In to naš, gledajte, nam je prinesel, vozičko nam je pripeljal in mi smo mogli to zložiti, ker on to ne more v košaru spraviti, ker je vas je preveč. Vsi boste dobili, upam, da bo vsi, ker vas je zelo veliko. Poglejte, kak parkelj je. Miklavž, kak je lep. Dragi starši, rad vas bi opozoril tudi, ko boste šli skozi ta koridor, pa ko dobite darila, da greste od zadaj ven, lahko se slikate zravno, ne mudi se, snega ni, deža ni, tako da lahko postojite in se lahko slikate zraven njega. Sam da ne boste kjerga otroka pohodili, zato vas pa prosim, nikamor se nam ne mudi. Glejte našega Miklavža, kako je lep. Pa zvonček ima na palci, zvonček. Če da zvečer, ko greste spat, slišali zvonček, to pomeni, da je Miklavž šel nazaj domov po nove pakete, ker bojo jutra imeli zopet obisk Miklavža. A ne je tako, ali? Ja. Poglejte, kakšni visoki parklji. Rožički jim rastejo. Ja, ampak niso poredni.
če so otroci pridni, tudi ostali niso pol, parkli tudi niso pol žleht. Ja, boste dali prostor. Ja, jaz vas lepo prosim, da upoštevate to. Ne bi rad, da koga pohodimo. Lejte, dragi Miklavž, nam celo bolj sladkarije tala že zdaj, sladkarije. Ja. Dragi Miklavž, prišel je do cilja na Javornik, kjer ga je pričakalo množica otrok, osnovnih šolcev v imenu. Tako, zdaj pa, dragi Miklavž, jaz to tebi prepuščam besede za naše ljube otroke. Izvoli. Pozdravljeni, najlepša hvala gospodu Rajkotu. Tvoje pismo kar dolgo romalo do mene. Ampak, glede na to, da imamo dan današnji internet, sem ga dobil dan prehitro. Pa vseeno, prišel sem danes na današnji dan, jutri grem drugam. Zato pozdravljeni in pozdravljam vse starše in otroke in seveda babice, detke, vse, ki ste prišli danes in bi vprašal prvo vprašanje. Nodo, pridite. Parkeljci so sicer zelo hudobni, ampak danes sem jih pripravil, da bodo prijazni do vas. Pa imam vprašanje, ali ste bili pridni otroci? Ja, parkeljci se ne strinjajo, kajti mi imamo tudi posebne kamere, kajti opazujemo vas oddaleč, vsak večer, še posebej, ko se začne ta december. Pa me še enkrat zanima, a ste bili pridni? Mislim, da ste res bili. Bili so. Ne vem, katere posnetke ste gledali vi, ampak tile otroci, Javornik, Šance, Trg in ostali zraven so bili pridni. A je tako? Dobro, otroci ponavadi govorijo resnico, pa bom vprašal še starše. Starši, a so bili vaši otroci pridni? Ja, to pa ni bilo ravno. Detki in babice ste tukaj. A so bili otroci pridni? Kaj pa vaši otroci? Kdo je bil bolj priden, vnukeci ali vaši otroci? Oboji, dobro. Rajko, preden da podarimo kakšna darila, boste morali mogoče še kaj povedati, a imamo kakšen nastop zame danes. Kdo bo kaj zapel? Ali mi povedal pesmico? Naj se javi prvi, dobi prvi darilo. Kar izvoli, pridi. Stopi tule gor. Kako ti je ime? Vukašin. Vukašin. Kaj mi boš povedal? Pa imam eno pesmico Povodni mož. A je dolga? Dobro, ker jaz sem star in me vse boli, ampak bom rad poslušal. Izvoli. Kdo pod vodo tam stanuje, mi vemo povodni mož. Kdo pod vodo tam uživa, mi vemo povodni mož. Kdo pod vodo gleda televizijo, ko dežuje, mi vemo povodni mož. Zdaj ga pa dobro poznamo, to je on povodni mož. To je bila pesem o povodnem možu, naslednje leto pa še nekaj o meni, a je prav? Čestitke, dobiš prvi darilo. Kar izvoli bo dal Rajko darilo. A imamo še koga, da bi kaj zapoje ali pove? Pridi bliže, pridi, daj roko. Kako je pa tebi ime? Brada se mi uvija. Tana. Izvoli, kaj boš zapela? Zima, zima bela.
zima bela, v orgoli sedela, pa tako je pela, da bo dedka Mraza vzela. Ker dedek Mraz ne dela, ker dedek Mraz se ne uči. Čakaj, dedek Mraz ti, da te zima ne urobi. Zima... In lepo, zelo lepo. Ena pesem o povodnem možu, ena o dedku Mrazu. Ja, kje sem pa jaz? Pridi. Kako je pa tebi ime? Hvala, Zala, kaj mi bo zapela? jaz sem muzikant. Wow. A bo še zaigrala, ali se li da mu pela? Sam pela. Jaz sem muzikant in nosim beli gvant. Mi smo muzikantje, ki nosimo bele gvante. Jaz znam igrati, mi znamo igrati na moje harmonike, na naše harmonike. Hvala lepa. Darilo, Rajko. Kdo je še prej pel, dobi darilo? Pa še enega imamo. Koliko si pa ti star? Kako slabo vidim. Koliko si pokazal? Aha, 4 leta. 3. Kuža pas. Super si bil. Dajmo zaploskati za korajžo temu fantku. Zelo prijazen. Dajte darilo, Rajko. Izvoli. Izvoli darilo. Izvoli, prijazen si bil. Drugo leto spet pridi. A in še imamo koga? Potem se boste lahko tudi slikali s parkeljčki. Kdo je še? Sicer začnemo s podelitvijo teh lepih daril. Izvoli. Kako ti je ime? Nejc. Bela blada, siva kučva, topel kožo, zvrhan koš. Joži prišel je med nas, stali dobri dedek Mraz. Joži prišel je med nas, stali dobri dedek Mraz. Zelo lepo, dajmo aplavz. Lepo ste me presenetili, zdaj pa lahko podarim vsa ta darila med vas. Ali se strinjate z mano, otroci? Spomnim se, da lansko leto je bila kar velika gužva. Zdaj bomo šli kar počasi. Tisti babice ali detke z najmlajšimi otrocmi v prvi vrsti, potem pa ostali naprej. Punci, vidi kar počasi nazaj. Tisti najmlajši od 2, 1, 3 let in tako bomo šli naprej. Lahko se tudi slikamo.